Ja, danes smo v bistvu tule v Slovenski Bistrici v okviru projekta Igre Evrope. Smo prevzeli majčken par ur državljanske vzgoje, ko smo z dijaki šli prvo sploh malo čez, kaj to Evropska unija je, majčken skozi to zgodovino evropske ideje. Malo smo tudi pogledali vrednote, predvsem najprej z osebnega vidika, kaj so njihove osebne vrednote, kako oni to v osebnem življenju razumejo. Potem smo pa to širše aplicirali tudi na samo Evropsko unijo, majčken smo pogledali skupne evropske vrednote, pa malo bolj podrobno smo tudi skozi aktivnosti, skozi igre spoznali dve, se mi zdi, zelo pomembne vrednote za Evropsko unijo, in sicer demokracijo in pa svobodo. Moram reči, da sem bil pozitivno presenečen tudi o samem predznanju, ki ga v Evropski uniji dijaki imajo, pa tudi potem, ko smo recimo izvajali to vajo glede vrednote demokracije, ki smo jih majčkeno vprašali, da so naredili, so se postavili sebe v vlogo nekega družbenega gibanja oziroma stranke, da so naredili v 15 minutah par predlogov za spremembe Evropske unije. Jaz moram reči, da za 15 minut so naredili super predloge, imajo zelo jasno tudi razdeljeno sliko, kaj v Evropi ne štima, kaj treba narediti. In jaz mislim, če bomo podpirali te mlade, če bomo vlagali v njih, lahko nekaj dosežemo, ampak je pa treba začeti zdaj. Mi smo govorili o tem, kaj bi lahko spremenili v Evropski uniji. Najprej smo se poglabljali o tem, da bi pač lahko čim več potovali in to bi lahko Evropska unija tudi čim bolj subvencionirala. Pa govorili smo o tem, kako bi lahko pač že na področju šole izobrazili učence o tem, da so pač nekateri ljudje druge raste, prihajajo iz drugih krajev, imajo drugačno vero in pač zato se tudi drugače obnašajo. Ja, pač mi smo se predvsem zavzemali glede na vrednote svobode, potem enakopravnost ljudi pač pred zakonom, potem da bi tudi vse države, tudi tiste, ki so sicer manjše, imele enako možnost odločanja pri evropskih vprašanjih. Mislimo, da bi to lahko malo bolj izboljšali in da bi tudi pač manjše države imele večjo možnost pri odločanju evropskih vprašanj. To pa bi dosegli lahko tako, da bi vsaka država imela samo en glas. Naša skupina je pa predstavila idejo, da bi imeli enega voditelja države, da bi zmanjšali davke, pa da bi ukinili gotovino. Meni se je zdela zelo dobra ideja, da je premalo podjetij slovenskih, ker je zdaj vse več teh podjetij, ki so v tujini, in bi bilo boljše, da bi ti mladi uspeli, pa da bi seveda pol imeli mi večji dobiček. Po mojem mnenju najbolj pomembna vrednota v Sloveniji je da sodelujemo, da smo enotni, pa da si pomagamo, čeprav je tega v Sloveniji zelo malo. Vsak ponavadi gleda na svoje premoženje in da sam pride lepo skozi.